Z nami sta zdaj evropska poslanca Matej Tonin iz skupine Evropske ljudske stranke in Vladimir Prebilič iz skupine Zelenih. Gospod Tonin, Slovenija ne izpolnjuje niti 2% BDP-ja. Obrambni minister Savic pravi, da je nekaj držav članic NATO, recimo Španija, dala jasno sporočilo, da bodo obrambne izdatke še letos povišale, vendar tako, da bodo vlagale v dvojno rabo, tako kot razmišlja tudi Slovenija. Pravi pristop. Pravi pristop, saj dvojna raba ni nikjer prepovedana, celo zaželjena je, ker če nekaj vojaki znajo uporabljati v mirnodobnem času, bodo zagotovo ustrezno uporabljali tudi v morebitnih bojih. Je pa seveda klasifikacija znotraj NATO relativno jasna, ve se, kaj so obrambni izdatki, tako da tukaj ni potrebna kakšne znanstvene fantastike. Je pa res, da vsaka država zaradi svojih notranjih političnih potreb te stvari razlaga nekoliko drugače. Gospod Prebilič, se strinjate s tem razmišljanjem gospoda Tonina in ali bo Slovenija letos morala pač izpolniti ta zahtevek 2% bruto produkta domačega za NATO? Najverjetneje bo seveda potrebno izpolniti 2%, sam osebno ne vidim popolnoma nobene potrebe, da bi izdvajali več kot 2%. Moramo tudi pojasno povedati, da NATO bolj kot sredstva, ker ves čas se govori samo o sredstvih, pričakuje izgradnjo kapacitet. Torej, mi moramo dejansko zagotoviti tisto, kar smo obljubljali in to obljubo bo seveda potrebno izpolniti. Ampak še enkrat, mislim, da je potrebno res preudarno premisliti, kaj je tisto, kar bomo gradili. Predvsem to velja tudi na mednarodni ravni in ne samo besno in histerično nakupovati in trošiti denar. Torej, res svetujem previdnost in ne histerije. Gospod Tonin, kolikšen bo po vaše odstotek za obrambo, ki naj bi ga po junijskem vrhu NATO plačevale države članice NATO? Govori se, da naj bi generalni sekretar NATO Rutte zahteval minimalno 3%, skupaj pa kar 5% BDP-ja, kar za Slovenijo znaša 3,35 milijarde evrov namesto sedanjih nekaj več kot 900 milijonov evrov. Generalni sekretar Rutte govori o 3% severno, kar pomeni nekaj več kot 3%. Američani v pogajanjih zahtevajo 5%, evropske države govorijo o 3%, najverjetneje bo kompromis nekje vmes. Je pa potrebno poudariti, da to je cilj za naslednje desetletje. Tako kot smo zdaj v zadnjih 10 letih se približevali temu cilju, 2%, ki smo jih postavili leta 2014. Tako da jaz predvidevam, da bo ta cilj nekje okrog 3,5% za naslednje desetletje. Gospod Prebilič, kakšno je vaše mnenje? Se strinjate z gospodom Toninom, da bodo šli izdatki do te višine? No, jaz mislim, da predvsem bi morali opraviti zelo temeljiti pogovor o tem, kdo je tisti, ki nas ogroža. Seveda se ponuja odgovor na to vprašanje skozi prizmo, da je Ruska federacija tista, ki ogroža Evropsko unijo. Jaz sam osebno menim, da Ruska federacija zlasti v situaciji, kateri je danes, pravzaprav zelo težko še koga napade, če sem malo ciničen. Torej, jaz mislim, da je hlastanje potem, da bomo porabili ogromno ta trenutek odveč. In druga stvar, pogrešam aktivno zunanjo politiko, namreč ne samo tanki, granate in vse ostalo, ampak predvsem generiranje novih zavezništv, iskanje novih prijateljev in preprečevanje vojne. To je tisto, kar bi se morali pogovarjati tako v Sloveniji kot na ravni NATO. Se strinjate s tem, gospod Tonin? Jaz se strinjam, vse stvari je potrebno hkrati delati. Diplomacija, pogovori, zavezniki, vse to je ključno, ampak seveda, da te svet, globalni svet jemlje resno, potrebuješ tudi resno vojaško silo, da svoje vojaške in diplomatske odločitve uveljaviš oziroma jih implementiraš. Poznani so primeri, naprimer z Afriko, ko je Evropska unija vložila več 100 milijonov evrov za najrazličnejše projekte in potem so seveda prišli za 10 milijoni, oborožili razne milice in prevzeli popoln nadzor. Skratka, svet je pač postal nepredvidljiv in smo v takšnem svetu, da zato, da zavaruješ odločitve, tudi mirovniške pobude, potrebuješ resno vojaško silo. In to je zdaj Evropa spoznala na zelo trd način, in tukaj ne bo kaj veliko ovinkov za narediti, ampak bo potrebno domačo nalogo jasno izvesti. Gospod Prebilič, kaj pravite na to? Jaz seveda v celoti ne delim tega mnenja, moram biti jasen. Se pravi, jaz se bolj zavzemam tem, da moramo iskati poti do miru, ne pa se oboroževati histerično. In druga stvar, ki se postavlja sama po sebi, je ne samo kupovanje orožja. Veste, potrebno se bo tudi vprašati, kdo bodo tisti, ki bodo z orožjem rokovali. Evropska unija je ves čas izvirala iz tega, da nismo agresivni v zunanji politiki in jaz mislim, da nam gre to vsem na čast. Jaz ne pristajam na to, da bi zdaj ponotranili vedenje Združenih držav Amerike
vojake, hodili po svetu in bili svetovni policaji. To pač ni Evropska unija in še enkrat jaz mislim, da je tako tudi prav. Zaradi tega menim, da je preveč orožja pravzaprav nesmisel. Mi moramo postati konkurenčni v gospodarskem subjektu, kjer zelo zaostajamo in še kje drugje in to bi bile prave naložbe, torej v znanje, razvoj in tehnologijo. Gospod Tonin, se strinjate, da je preveč orožja nesmisel? Ja, tukaj gre za osnovno vprašanje, kaj narediš, če na tvoja vrata potrka oborožen vladni mir. Ga spustiš noter v stanovanje in mu rečeš, vzemi si, kar si lahko. Jaz mislim, da se Evropa ni nikoli oboroževala zato, da bi kogarkoli ogrožala, ampak da bi si zagotovila trajen mir. Ker najdražja je vojna. Vojna uniči vse družbene podsisteme, vojna uniči številne generacije. In zaradi tega je najboljše zagotovilo za trajen mir učinkovito odvračanje. Učinkovito odvračanje je pa takšno, da tvoj nasprotnik verjame, da te ne more premagati in te zato niti ne napade. In za naše otroke, za prihodnje generacije bomo naredili največ, če bomo postavili takšno odvračalno držo, da se vojna nikoli v prihodnosti ne bo zgodila in s tem bomo imeli seveda zagotovljen trajen mir. Gospod Prebilič. No, konceptualno se v tem pogledu seveda razlikujeva z mojim kolegom poslancem. Torej, sam osebno menim, da niti orožje tisto, ki zagotavlja mir. Sam osebno menim, da zagotavlja mir pametna diplomacija, močno gospodarstvo in ne nazadnje zgodovina iz polpretekle zgodovine nas uči, da so države, ki so bile močne, ne v smislu topov in tankov, ampak v smislu te močne demokracije, kohezivnosti, v tehnologiji in znanju. To so bile družbe, ki so prosperirale in so tudi na koncu premagale vse tiste, ki so podvomili v takšen koncept. Tako da jaz mislim, da je veliko tega, kar se lahko naučimo iz zgodovine in še enkrat ne vidim potrebe po histeričnem kupovanju orožja. Gospod Tonin, ali lahko ves denar, ki naj bi ga več namenili za obrambo, ne porabimo samo za projekte namenjene za dvojno rabo, ne? Ali bo treba del tega denarja dati tudi za nakup orožja? Zagotovo bo lahko pomemben del tega denarja uporaben za dvojno uporabo. Neki del bo pa zagotovo šel za izgradnjo tipičnih vojaških zmogljivosti. Pri vojaških zmogljivostih so pač stvari, ki se jih ne da narediti z dvojno uporabo. Vsekakor tank ali pa letalo za dvojno uporabo ne obstajata. Tako da tukaj so zmogljivosti, ki jih bo potrebno narediti in so izključno vojaške. In pomembno tukaj je, da se bo v čim večji možni meri vključila tudi slovenska obrambna industrija, da bo tudi slovensko gospodarstvo od teh povečanih izdatkov imelo čim več in da se bo to vsekakor obračalo v slovenski ekonomiji. Naj pa še enkrat poudarim, da je Slovenija miroljubna država in tudi Evropa je takšna, ampak včasih naši sosedi ne razmišljajo tako in predstavljate si lahko, kaj bi se zgodilo s Slovenijo, če leta 1991 ne bi imela ustreznega orožja, da bi zavarovali našo odločitev za samostojnost, ali pa morda, če kolegu Prebiliču bližnji primer razložim, kaj bi se zgodilo, če partizansko gibanje leta 1941-1942 ne bi imelo ustrezno oborožitve. Skratka, da premagaš v nekem trenutku zlo oziroma da mu preprečiš pot, je v nekih točkah žal potrebno tudi orožje. Gospod Prebilič. No, to je majčken provokacija. Oba veva s gospodom Todinom, da ravno tako partizansko gibanje kot teritorijalna obramba leta 1991 niso imeli orožja in smo si ga pridobivali od drugod. Torej, dejansko mi nismo zmagali teh vojen samo zaradi tega, ker smo potem, da ne rečem, kupovali, nekateri bi rekli tudi švercali orožje v Slovenijo, ampak zaradi tega, ker smo imeli močno gospodarstvo, močno družbo, bili smo kohezivni, medsebojno smo se podpirali in to je tisto, kar bi morali se učiti. Torej, še enkrat, tank sam ne bo rešil ničesar, mi moramo vlagati v ljudi, v razvoj, znanost in tehnologijo in vse ostalo bomo lahko kompenzirali. Še enkrat, trošenje zdaj v te stvari, ki upamo, da jih nikoli ne bomo potrebovali, se mi ta trenutek zdi neprimerno. Gospod Tonin, s kakšnimi izhodišči bi torej morala po vašem mnenju priti vlada Roberta Goloba na vrh NATO junija? Tukaj gre za vprašanje kredibilnosti Slovenije. Mi smo že pred 10 leti obljubili, da bomo v obrambo namenili 2% našega BDP-ja, da bomo zgradili nekaj vojaških zmogljivosti, ki so jasno definirana. Če Slovenija hoče v teh mednarodnih odnosih ohraniti neko kredibilnost in sedeče naprej za to mizo zraven, potem mora seveda na ta vrh NATO junija vsekakor tudi s temi 2%. To se vsekakor pričakuje. Tudi države, ki so bile zelo skeptične do povišanih obrambnih izdatkov, kot sta Španija in pa Belgija, sta že napovedali, da bosta vsekakor na ta junijski vrh prišli za povečanjem obrambnih izdatkov. Gospod Prebilič, s kakšnimi izhodišči bi torej morala vlada iti junija
na vrh NATO? No, jaz mislim, da je 2% seveda potrebno doseči, konec koncev je to tisto, kar nekako zagotavlja našemu obrambnemu sistemu, da lahko normalno funkcionira, več nikakor ne. Bi pa predlagal naslednje, naj Republika Slovenija oziroma vlada v njenem imenu ponudi nekaj, kar drugi ne morejo, in to je, da smo lahko zelo pomembno logistično izhodišče za pravzaprav veliko vzhodno ali pa vzhodno krilo NATO, torej govorim konkretno o Luki Koper, in to je tisto, kar lahko ponudimo, in to je tudi tisto, kar lahko investiramo. Jaz mislim, da imamo enkratno priložnost, da bi geostrateško lego naše države lahko izdatno unovčili tudi na način, da ne bi rabili kupovati toliko veliko tankov, letal in vsega ostalega. Gospod Tonin. Bi dodal samo še, da Slovenija vsekakor lahko ponudi zdaj z novimi letali tudi zračni transport. Jaz mislim, da bi Slovenija tudi lahko ponudila medicinsko infrastrukturo, zlasti če se bo vlagalo v bolnišnico Petra Držaja. To so vse take stvari, ki bodo vsekakor prišle prav tudi slovenskemu civilnemu prebivalstvu, hkrati bomo pa v polnosti lahko izpolnili ta 2% obrambnih izdatkov. Bistvo vsakega zavezništva je, da mora vsakdo narediti svojo domačo nalogo, zaradi tega, da smo skupaj lahko močnejši. Gospod Tonin, gospod Prebilič, najlepša hvala obima, da sta bila naša gosta. Hvala lepa.